Dušan Kedl, sem predstavnik založbe Kulturni center Maribor, pri kateri zbirke Frontier je išla knjiga Robija Poredoša. Verjetno goste bolje poznate kot jaz, se prav z Robijem smo dolgoletna prijatelja. Namreč ta knjiga je nastajala verjetno v naši zbirki. Mislim, da smo prvi začela 2005. se pogovarjati o knjigi. In letos se je pogledala luč dneva. Jaz bi kar prepustil besedo gostom, tudi gospod Ervin Milharčič, ga vidite tukaj. Peter, sourednik na naši knjižni zbirki, bo pripravil mikrofone, kaj te zadevo snemamo. In pa kar je gospodo Dejanu Fujsu, da besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod Heder, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, v imenu katere vas prav tako lepo pozdravljam. In pa seveda v imenu vseh nas, ki sedimo na tejle strani mize. Tu je Amerika, je naslov knjige Robija Poredoša, ki je ugledala luč sveta nedavno tega, ampak danes se ne bomo pogovarjali samo o knjigi, temveč tudi o njegovem življenju onstran velike luže, onstran oceana. Svoj pogled na tisto življenje pa bo gotovo opisal tudi Ervin Hladnik Milharčič, dolgoletni dopisnik iz Združenih držav Amerike, poznavalec Združenih držav in pa vseh drugih svetovnih dogajanj, in tudi on bo povprašal nekaj za svojega stališča Robija o tem, kar je napisal v knjigi. Robert Poredoš je drugače Sobočanec, dolgoletni dopisnik Slovenske tiskovne agencije. Tisti iz otroških let se ga spomnite po tem, da je po ulicah prebiral stripe Alana Forda, tisti starejši, ki pa danes delate v medijih in prebirate njegove novice, pa o njegovih izrednih člankih, s katerimi poroča o dogajanju v Združenih državah Amerike, tako z področja gospodarstva, politike, športa in pa vseh drugih področij. Robi, za začetek tole vprašanje, ko si pred 20 leti stopil za aviona v Združenih državah Amerike na letališču, si rekel, tu je Amerika? Ja, ne, prva stvar je bila, gej vragi, moj pasaž. Prvi polet čez ocean je bil tak, ja. Prvo, ko sem delal, sem iskal pasport, ker ga nisem mogel najti. Vsi so mi rekli, da so zelo strogi na teh ameriških carinah, ampak tale je bil kar v redu, ja. Tisti gospe za mano, ki je bila zelo nervozna, da se pa že premaknil, ne, je rekel, ne, pusga se bo našel. In sem našel pasport in je bilo vse v redu. Ampak šalo na stran, s kakšnimi predstavami v Združenih državah Amerike pride en Slovenec, ki odrašča v Murski Soboti, v tako veliko mesto, kot je Veliko Jabolko? So se te predstave uresničile ali so čisto drugačne? Po pravici povedano, kovojem, ne, nisem imel nobene predstave. Imel sem pač tisto, ko vidiš po filmih, po televizijah, nadaljevankah, kar prebereš, ampak zdaj sem pač tak, ne vem, dokler ne vidim stvari, ne morem ceniti, ne morem imeti neko mnenje. Tvoja knjiga nosi naslov Tu je Amerika, kot smo povedali, ima kar veliko poglavij, ampak midva bova začela pri tistem prvem dan, ki je spremenil Ameriko, in to je zagotovo 11. september. Ja, po 11. septembru se marsikaj spremenilo, ja. Do takrat je bila Amerika odprta, naprimer, ko povem, varnostnih kontrol ni bilo, v zgradbo si lahko šel kadarkoli, po tistem si zmeraj bravo nek osebni dokument. Ervin se bo spomnil, kako so ga pregledali na letališču po 11. septembru, ko si je skušal nekaj hecati na poti v Washington. So te skoraj slekli zaradi tega. In ja, postalo je čisto drugače, postalo je čisto resno in po drugi strani me je presenetilo, da smo po Bushu dobili Obamo, in me je spet presenetilo, da smo po Obami dobili Trumpa. Amerika, ne vem, ne moreš jo postaviti na eno platformo. Je zelo raznolika in zelo sprejemljiva, kar vidimo po teh volitvah. Kako se pa potem odzivajo državljani na politiko, na volitve? Jim je mar, kdo je njihov vladar ali ne? Glede na zadnje volitve, nimam pojma, ja. Mislim, do takrat sem mislil, da nekaj vem. Pod spremljanju ameriške politike toh let se ti je zdelo, da nekaj veš, ampak glede na izid zadnjih volitev, ja, je vse v zraku. Tudi mi smo imeli zdaj v nedeljo predsedniške volitve, udeležba je bila nekaj več kot 40%. Tam imajo drugačen način volitev, moraš se prijaviti, če hočeš iti voliti. Ja, Američani se morajo registrirati za volitve, za vsake volitve.
No, odvisno koliko je, kje, ampak večinoma načeloma je tako, da se registriraš, se prijaviš za volitve in pogreš na volitve. Zato tudi volilna udeležba, tudi zaradi tega, pa zaradi drugih razlogov, je malo manjša. Je primerljiva s tem, ko ste zdaj imeli na predsedniških. Kako dejavni pa smo Slovenci oziroma so Slovenci, ki živijo tam v politiki, ameriški politiki, tako v kongresu, kakor na lokalni ravni? No, zdaj več ne. V senatu imamo, no dobro, imamo prvo damo zdaj, ne? Zdaj ni glih po njeni krivdi, da je prva dama, ampak v senatu imamo zdaj samo eno, se meni zdi Slovenko, eno senatorko slovenskega rodu, to je Amy Klobučar iz Minnesote. Predtem smo imeli gospoda Harkina iz Iowa, tudi demokrata. Imeli smo še enega republikanca iz Ohio, je bil pol Slovenc, pol Srb, George Vojnović. Pa enega kongresmena smo imeli zelo dosled, 43 let, James Obersterja. On je bil še najbolj zabaven. On je imel svojo pisarno, je imel okrašeno zmeraj v slovenske motive, je imel slovenske narodne noše, zastave in zmeraj te pozdrav. Žurijo Slovenci! Ampak toliko koliko slovenskih oziroma pomurskih motivov, kot jih imajo v Betlehemu, ki je pobrateno mesto Murske Sobote, toliko pa jih ni v Washingtonu ali pa v New Yorku. Dobro, v Clevelandu je mogoče več, ampak Betlehem je drugače, zato ker je pač tja so se naseljevali Prekmurci in spomnim se, ko je prišla uradna delegacija, zdaj ne vem, meni se zdi z Ljubljane, bil nek minister, že bilo toliko let nazaj, se ne spomnim, ampak vem, da je bil problem jezik, zato ker tiste naseljenke, priseljenci govorijo prekmursko. Ampak za njih je bilo to slovensko. In ko se pogovarjali z Slovenci, nekako ni šlo, noben ni razumel nobenega in so se morali sporazumevati na koncu v angleščini. Tega sicer podrobno v knjigi ni, ampak če bi za naše obiskovalke in obiskovalce malce opisal življenje v Betlehemu, vse predvsem to, kako so oni spoznali, da so Prekmurci in kako so se zavedli tega, da niso Vendi. Ja. Takrat, ko so se naseljevali, meni se zdi, to je bilo glih nekako še v času Avstro-Ogrske. Takrat, koliko sem jaz slišal od profesora Antaliča, ki je raziskoval to zadevo, je razložil, da so pač Madžari, madžarski del Avstro-Ogrske je pač tem našim Prekmurcem prodajal, da so Vendi, da niso tisti umazana slovanska banda, ampak da so nekaj več, da so Vendi, ali Windiš po angleško. In pa, ko so prišli sem in so se držali tega naziva. Je pa zabavno, da prve časopise, ki so jih izdajali, so napisali slovenske novine. Po eni strani so se rekli slovenske novine, po drugi strani so pa rekli, da so Windiš. Ampak ti zaideš v Betlehem ne samo takrat, ko imajo praznike, slovenske dneve, pač pa predvsem tudi zaradi dobre hrane, kolikor vem. Ja, hrana je dobra. Ja, ženske še zmeraj znajo dobro skuhati in peče, ampak je pa tudi zaradi dobre družbe. Ja. To so zelo simpatični, prijetni ljudje tam v Betlehemu. Je pa v Ameriki lažje dobiti pištolo, kot pa dobro prekmursko pečenko ali pa bograč? Odvisno kje je. V New Yorku prekmursko pečenko predobiš kot orožje. Brez orožja mi živeti ni, namreč naslov tvojega drugega poglavja v knjigi bi opisal, o čem govoriš. Ne, vse to vidite vsak dan po novicah, to streljanje tam na tej šoli, na tisti. In zdaj se že, toliko let že pišem o tem, da se že malo ciničen, da se že znaveličaš tega. Nekdo pride, pobije ne vem koliko ljudi in se začne tista standardna debata. Tisti, ki podpirajo orožje, pravijo, ne, zdaj ni pravi čas, da se pogovarjamo o orožju, zdaj ne, zdaj treba žalovati, misli in molitve so zdaj s temi žrtvami. Ampak po eni 3-4 dni po tistem, to se že pozabi in spet ni pravi čas za to debato. Tako tole pač ena stvar, ko bo ostala za Američane, po mojem, koliko jaz vidim. Spomnim se dogodka, ki si ga opisoval, da sta žena bila tudi na sejmu orožja, kjer je najlažje kupiti strelivo in pa tudi orožje. Je žena kupila kakšno pištolo in se zdaj bojiš, da se zjutraj mogoče več ne boš zbudil? Ne, ni treba. Moja žena je Španka, tako če ima orožje, ni vseeno. Ni kupila nič, ampak so naj pa vrgli ven zaradi nje. Ker šla sva, ko ste mu reče, inkognito na tisti orožarski sejem. V Ameriki lahko kupiš orožje na več načinov. Naprimer, imaš te trgovine z orožjem, ker je malo ostreje. Delajo, ko ste mu reče, background check, to je
da ti preverijo tvoje kriminalno ozadje, ne, in ponovadi počakaš enih 24 ur ali kaj, da ti potrdijo, pa lahko kupiš. Imaš pa te orožarske sejme, ki potujejo po celi Ameriki in to pa lahko kupiš, ne vem, od pištole pa do tanka skoraj vse, ne. To sem bil totalno presenečen, sem videl te kalašnikove in vse te zadeve, ker sem mislil, da je prepovedano v Ameriki. Ampak v bistvu ni. Prepovedani so samo tisti, ki so proizvedeni po določenem letu. Zdaj, če imaš kalašnikove, ki je narejen leta 1970, se čisto legalno lahko prodajo v teh sejmih. In takrat so videli, da so novinarja in so me pognali vanja. Novinarstvo je zapletena reč, včasih tudi v Združenih državah Amerike lahko pišejo novinarji skoraj da vse, ampak so določeni cenzori, ki pa stvari prepovejo, zakrijejo, goloto včasih dopustijo, po drugi strani jo spet prepovejo, ampak razmesarjena trupla pa ni problem, da pokažejo po televiziji. Ja, to je zabavno, ja. To je res. Nasilje, orožje, to ni nikoli problem, ampak ta morala, spolnost pa te zadeve, ne, to je pa treba skriti, da otroci ne bojo imeli travme. Potem, če nadaljujeva po tvoji knjigi, vrste še zdaleč niso znamenje pomanjkanja. Ko sem jaz prvič šel v Združene države Amerike, moram priznati, da sem tudi bil malce presenečen, kako pridno stojijo Američani v vrstah, pa sem mislil, da čakajo za kruh, pa so čakali za vstopnice, za Coca-Colo, mogoče za kakšen hamburger. Si se težko navadil na to? Ne, ampak ideja za to zadevo, za ta spis, za to poglavje je nastala pri moji sestrični Meliti, ki tle sedi v prvi vrsti. Ona je šla mimo vrste in je gledala, wow, gled, kako čaka v vrsti, pa je, ne. Sem rekel, to je avtobusna postaja na avtobus. Wow, pa tako v vrsti, ja. In pa mu je spreletelo, se res, pri nas, če si čakal na avtobus, ima kakšna vrsta gore, ja. Ker prije. Ne vem, kako je zdaj, mogoče zdaj drugače, ampak takrat, ko sem se jaz vozil z avtobusom, navali narod, ne. In ja, so navajeni, ampak zame, ne, ker sem prihajal še z socialistične Jugoslavije, vrste so bile znamenje pomanjkanja, ne. Čakaš vrsti za nekaj, kar rabiš, ne. V Ameriki je čisto drugače, ne. Čakaš vrsti za nekaj, kar ne rabiš, ampak misliš, da moraš imeti. Ta zadnja verzija iPhona, ta restauracija, ki je zdaj in pa ta, mislim, stvari, ki jih res ne rabiš, za preživeti. Čaka se tudi na hrano v lokalih, kajti tam ni tako navada, da prideš pa se kar sam sedeš, temveč te morajo posesti. Ja, to ja, ampak za hrano meni ni bil nikoli problem, vse v New Yorku, ne, zaradi tega, ker to je fantastična zadeva tega mesta. Zjutraj lahko greš na kavo k Italijanom, za kosilo greš k Čehom ali pa k Bosancem, popoldne greš na pivo, ne, komu spet. Izbira je takšna, da meni osebno nikoli ni dalo čakati kar v vrsti. Se rečeval pač nekam drugam. Lahko rečemo, da so Američani privilegirani, kajti v enem mestu, kot je New York, imajo celi svet na dlani in zato ni potrebno potovati? Ja, to ne Američani, ampak New Yorkčani, ja, zato ker drugi del Amerike je čist drugačen, nimaš take mešanice. So pa drugače nomadi, kajti selijo se večkrat v življenju, ne tako kot na primer mi v Sloveniji, vse včasih je bilo tako, da smo si sezidali hišo, pa v tisti živeli do konca življenja, temveč se selijo 4-krat, 5-krat v svojem življenju, menjavajo službe. Tudi če se pelješ 3 ure, po mojih izkušnjah, kot so mi povedali, to ni problem v eno smer, da prideš na delovno mesto. Ja, prideš tornadi, orkani, pa potem se seliš še 10-krat, zato ker hiše so zgrajene zelo na lahko in se podirajo, ampak ne, ja, tam je pač odvisno. Firma te pošle, to je velika država, imajo izpostave tam pa tam in greš pač delati, ja, tako selitve niso noben problem. In vsi, to je država za koliko? 300 milijonov ljudi in vsi govorijo isti jezik in imajo Starbucks vse posod, McDonald's vse posod, mislim, vse je isto, tako selitev ni problem. Selitveni servisi služijo, kaj pa če želiš sam preseliti, ti dovolijo, to ni delo na črno? Ja, to misliš na tisto poglavje v moji selitvi, ja. Meni je bilo, ne vem, enkrat sem se salal in sem začel razmišljati, koga bom najel in pa mi prijatelji povejo Beni od Gabriela, zdravnik z Romunije, se ga spomniš, Ermin? Benedek. Beni mi pravi, on je z Romunije pač in ima isto miselnost kot mi in pa pravi, ja pa čakaj, Robi, sve gledaj, toliko ljudi te pozna, toliko jih poznaš, dajmo se zmeniti, pa gremo skupaj, ne, pa te preselimo. Sem rekel, ok. In po začnemo delati, sem imel kamion, začnemo saliti in po začnemo razmišljati. Imel sem 2 novinarja, 2 pravnika, enega pa pol zdravnika
enega duhovnika, sem zelo tako zabavno mešanico, sem ok, to je treba napisati. Ja. Novinarji so tudi pri selitvah izredno iznajdljivi ljudi, še posebno, ko je potrebno preseliti veliko rožo z enega konca New Yorka na drugega. Saj se spominjaš tiste prigode z rožo od Uroša Lipuščka? To je bo tisto, ko pater rad razlaga. Ja. Lipušček se je stalo, Uroš Lipušček, dolgoletni dopisnik RTV Slovenije, in on je bil zmeraj oblečen v kravato. In po mu eno rožo, ko je hotel dati patru, on je živel nekje na 38. ulici na Matnu, cerkev je potem nekje na 8. In se je odločil, da bo tvoril to rožo dol. In seveda, kot zmeraj je bil oblečen v kravato in obleko. In pa sem mu pomagal vleči tisto rožo na tistem vozičku, ki imajo mamci za trgovino. In to po podzemni železnici? Ne, to smo prišli kar peš, to je kar trajalo. Ja. Človek ima občutek, da mesto, kot je New York, nikoli ne počiva, vsi zelo delajo, Američani sploh kdaj počivajo? Ja, samo ne toliko mi, glej. Naprimer, tu že vidiš način v restauracijah ali pa v kafičih ali kaj takega tam. Če greš v restauracijo, mize so zelo majhne, zelo hiter, frekvenca gostov se obrača, hitro plačaš, greš. Ni tistega, da bi se usedli na kavi, pa da gremo na kavo, pa se usedemo, pa eno uro sedimo v eni kavi, tega ni. Občutek imam, da smo vedno slej ko prej že spet pri hrani. Ko si zdaj govoril o restauracijah, kaj pa tekme, plaže, natovorijo si sabo hladilne torbe, alkohol v hladilnih torbah, sendviči ali kako? To me zmeraj fascinira na plažah, še posebej tam Long Island pri New Yorku. Ne. Greš na tisto plažo in je vroče in hodijo na plažo in že tako so malo obilnejših kilogramov in pol vlečejo za sabo tiste ogromne hladilne skrinje in se matrajo, da pridejo do plaže, pa postavijo tiste marele, šotore in prva stvar, kaj je, da mu zdaj jesti. Pa se je in mogoče malo plava vmes. Alkohol je v javnosti prepovedan. Kako zakrijejo? Daš ga v vrečko ali pa gledaš, paziš na policaja. Včasih pride, pa ti vzame, pa ti zlijo ven. Ja. Kar bo vedel dušo povedati, ja. Ko smo bili na Floridi. Ja. Združene države Amerike so sicer po eni strani dežela svobode, ampak so dežela svobode po tem, koliko vpliva imaš in koliko imaš žepov. Ja, tako je skoraj vse posod, se meni zdi. Ja. To je namreč naslov tvojega poglavja v knjigi, pa če bi malce podrobneje razložil to poglavje. O svobodi. In o vplivu, in o denarju, in o tem, kako je, če si klošar ali kako je, če si bogataš. Ja, malo drugačno, vse približno verjetno vse posod isto, ampak ja, pravica je drugačna, glede na to, kakšnega odvetnika si lahko najameš. Nekdo bo naredil eno stvar, bo drug naredil isto stvar, ampak če dobiš public defenderja, nimaš denarja za odvetnika, dobiš tega po službeni dolžnosti, ti ne gine kakšno leto odvetnika. Če pa imaš dobrega odvetnika, se pa zdela in to je v bistvu ta razlika. Slovenci ponavadi vidimo tako Ameriko, kot nam jo prikazujejo televizijske nadaljevanke, kot jo vidimo v filmih ali pa skozi tvoje in pa poročanje drugih kolegov, ampak to ni vedno tak svet, kot se nam zdi na prvi pogled. Že to, da v nadaljevankah tudi nihče ne pomiva posode, je čudno. No, so stroji za pranje posode, to imate tudi, ampak ne, je drugače. Predvsem, ja, razlika v teh nadaljevankah, kar mogoče najbolj očitno je, da so stanovanja zelo velika, ne? Še posebej, ko se gre za mesta, kot je New York ali Chicago, in povidiš, da si živi v nekih ogromnih stanovanjih, kar je totalna nebuloza. Stanovanja so zelo majhna, malo večje v Mari večinoma. Če primerjava cene, koliko plačaš za najem stanovanja na Manhattanu, koliko v Astoriji, kjer ti prebivaš, ki je čez reko na drugi strani New Yorka? One bedroom, to je po naše verjetno dvosobno. 3-4 tisoč na Manhattanu, na mesec $. Astorija je zdaj že začelo postajati draga, po 2000 ne dobiš. Seveda moramo imeti za primerjavo tudi kakšno plačo, naprimer plača sprevodnika ali pa peka ali pa prodajalke v trgovini. Ja, plače so, dejansko so nizke plače, peka v trgovini pa sprevodnika, ampak mogoče jim pomaga to, da imajo zagotovljeno zdravstveno zavarovanje, da je to zelo velik strošek. Ja. So potem natakarice in pa prodajalke ali pa prodajalci prijazni predvsem zaradi napitnine, ki jo dobijo, in je skoraj da obvezna, ali so prijazni zaradi tega, ker so pač prijazni ljudje?
Odvisno kje. V New Yorku so verjetno prijazni zaradi napitnine. Ja. Če pa gremo kje bolj na jug, so pa ljudje resnično, narejeno, so bolj prijazni. Ja. Kako prijazni pa so ameriški politiki do novinarjev, naprimer do tebe, ki jih zdaj srečuje že več kot 20 let? Po domače povedano ne šljivijo moj 5 postov, zato ker prihajam iz Slovenije, drugače pa, če slučajno, ne, so zelo prijazni, šalim se, še posebej senatorji. Senat, kongres so zelo odprti, lahko prijaš, tja se pogovarja z njimi, hecaš. Kar se pa tiče vladnih zadev, ne prijaš, nimaš dostopa. So zelo pragmatični, se nimajo časa ukvarjati z Slovenijo, premajhno teže malo. Kar vidimo tudi nažalost pri naši prvi dami, ker nima niti časa, da bi se ukvarjala za Slovenijo. Kakšni so pa slovenski politiki, ko pridejo v New York ali Washington? Normalno, v New Yorku nimaš kaj, v New Yorku pač so Združeni narodi, to se porazgubi. Vsako let na začetek generalne skupščine je tak, da pridejo pač za vseh, koliko je, 192 člani Združenih narodov. Pridejo premijeji, predsedniki, kralji, karkoli je in to se vse pomeša. New York je bolj tak, ne vem, deloven. Tudi Washington, zadnje čase v Washington ne prihajajo naši politiki. Na zadnje je bil meni zdi Pahor pri Obami, ali pa pri Bidenu, pa je Obama prišel zdraven, ampak ne. To je bilo, ko se je Slovenija borila za NATO, ko smo se hoteli spraviti v zvezo NATO, takrat so prihajali non-stop, so bili skozi in v Beli hiši, koliko se je dalo, in v kongresu, ampak po tistem je to nekako zamrlo. Ne vem, zadnjič sem govoril z zunanjim ministrom Erjavcem in je rekel, če jaz pokličem v Moskvo, takoj dobim koga, ne. Če pa pokličem v Washington, pa ni tako lahko dobiti in grem pa raje v Moskvo, ne. Ker jih ne šljivijo 100 postov, kot si ti rekel, ali zaradi kakšnih drugih razlogov? Ne, in drugi razlog po mojem je, tle je na prvem mestu pragmatizem. Glede, takrat, ko je pač bilo to sranje na Balkanu, vojna, so nas rabili zaradi nasvetov, zaradi tega in onega in je bilo to. Zdaj pa nekak nimamo nobene, ne vem kakšno dodatno vrednost lahko dodamo. Politični del pogovora se zdajle obeta. Trump je od nedavnega na oblasti in zdaj bom zaradi boljšega poznavanja ta del pogovora prepustil kolegu Ervinu Hladniku Milharčiču, da boste še kaj povedala o ameriški politiki, o slovenski politiki v Ameriko in podobno. Hvala. Bravo, da. Mogoče preden rečemo o Trumpu, jaz še par besed o Robi. Robi je mogoče največji poznavalec Združenih držav v Sloveniji. Na to pozicijo pretendira še kdo drug, ampak nihče drug ni 20 let zapored vsak dan pisal o tej nenavadni dušenji. In jaz sem novinar po poklicu, Ervin Hladnik, pišem za Dnevnik. 5 let sem preživel v New Yorku z Robijem, ko sem bil dopisnik za Delo in imam zelo lepo izkušnjo z Robijem kot novinarjem. Robi je nenavaden človek. Nisem mu nič plačal, častno beseda. Pusti mi, da se mi ne da zmeriti. Namreč, novinarstvo je nenavaden, kaotičen poklic. In je en teh poklicov, v katerem je veliko odvisno od tega, kdo ga dela. Zato, ker pisanje je vedno neka intimna reč in se značaji, vrednote, vse ostalo se vidi s to, kako človek piše. Zdaj, to, kar je meni od Robija ostalo spomnil, par dogodkov, ki jih ne bi v javnosti ponavljal, so pa zelo zanimivi, je to, da smo velikokrat šli skupaj v Washington, ali pa od oba sva živela v New Yorku, v te velike hiše, kjer je živela oblast, smo šli tudi v Belo hišo, poslušati Georgea Busha in delati intervjuje z zelo različnimi figurami, ki so takrat odločale o usodi sveta. In potem ta del novinarskega posla je zelo spektakularen, zelo simpatičen. Novinari imamo dostop v prostore, kamor drugi ljudje ne vstopijo. Ne zato, ker smo nekaj posebnega, ampak zato, ker reprezentiramo javnost.
ne, ker pač imamo novinarsko izkaznico, ker govori, mi tukaj predstavljamo en del svetovne javnosti in zato vam postavljamo vprašanje. Ne. To se potem snema na magnetofone, na druge naprave in potem treba to napisati. Ne. In to, kar je Robi običajno naredil, je, da bilo nas je par slovenskih novinarjev, ko smo to isto počeli, in Robi je potem šel v neko hotelsko sobo in čez uro ali pa dve je vsem ostalim novinarjem poslal že prepisane pogovore, ko smo se drugi še lotevali razmišljati o tem, kaj bi pravzaprav napisali. Tak novinar je Poredoš. Poleg tega, da je največji poznavalec Amerike, je tudi eden od novinarjev z zelo velikim srcem in značajem, kaj ga človek samo vesel. No? Imam pa zate eno vprašanje. Ti si začel knjigo z 11. septembrom, ne? In nekje potem si nas pripeljal do Trumpa. Ne? Vmes pač pripoveduješ zgodbice, kar je del poklica. Ne? Veš kaj, meni je ostal v spominu en intervju od Noama Chomskega v New York Timesu, kjer so ga vpraševali o njegovem mnenju v Ameriki in Chomsky je neizprosen kritik Združenih držav, kjer pač govoril imperializem, politika do Palestincev, sramotna, do Afrike, rasistična in tako našteval je to najbolj strašno podobo Amerike. In potem ga je novinarka, ki mislim, da je bila, vseeno, je vprašala, prav, če imate tako mnenje o Ameriki, zakaj potem tle živite? Rekel, zato je to najboljša država na svetu, it's the greatest country on earth. Ne? In to je res, mislim, težko je najti državo na celem planetu, kjer je boljše biti novinar kot v Združenih državah Amerike. Mislim, nekih respekta tej državi je treba dati. Ne? Poleg vseh banalnosti, ki nas fascinirajo, je to tudi ena najbolj kreativnih družb na svetu, s filmsko produkcijo, s knjigami, stripi, z muziko, vsem, kar hočeš, ki določa tudi naše življenje. Kakšno je tvoje izkustvo te Amerike? Kaj od tega si pobral? Glih to, ko si povedal. Imaš po eni strani čisto isto kot Chomsky. Po eni strani bi lahko totalno kritiziral določene stvari, pa ne samo, naprimer, če ti kdo vpraša, kako je življenje v New Yorku. In ne moreš imeti enega odgovora, ali dobro ali slabo. En dan, da ne sam sebe spravil težave, en dan bi bombo nastavil, pa se raztreščal, ti gre vse na živce, drug stran pa niti slučajno, da bi živel kje drugje. Glih zaradi tega, ker je toliko raznoliko, toliko različnih stvari, dopušča toliko različnih mnenj, toliko različnih izkremov, nobena stvar ni v kalupu, totalno nepredvidljivo. Določene stvari lahko sovražiš, ampak še zmeraj je tisto, ki ti rečejo, tlaj lahko uspeš. Mislim, so zadeve pristranske, je boljše, če se rodiš bogat ali ne, ampak nekako v osnovi je to država, družba, ki nagrajuje, ne vem, talent, sposobnost, delovnost, prizadevnost in po eni strani te lahko razočarajo, po drugi strani te presenetijo, zdaj odvisno od tvojega političnega stališča, ampak naprimer, ko sem jaz prišel tja, to je bilo, december 97, takrat je bil predsednik Clinton in se je nekako zdelo, Amerika po tolikih letih zdaj se nekako približuje Evropi, nastaja, nekako se evropeizira. On je bil izvoljen Bush in je šlo v kontrasmer, ne? Dobro, pa je prišla vojna, 11. septembra se vse spremenilo. No, po Bushu so šli spet v drugo stvarnost in so izvolili Črnca za predsednika, kar je bilo totalno nepredstavljivo. Po 8 letih izvolijo, mislim, grejo spet v totalno drugo skrajnost, izvolijo poslovneža, nesramnega, napadalnega in mislim, nikoli te ni dolgčas, skratka. Zdaj, če rečemo Amerika danes, prvo, kar pade na pamet, vsakemu seveda Donald Trump. O drugem se skorda ne pogovarjamo več. Ena figura je obsedla praktično politiko celega sveta. Zdaj, predpostavljam, da si ti v tej sobi edini, ki je Trumpa večkrat srečal.
Ja, kdo? Je še kdo se načel? Najbrž ne? Okay. In pač živiš z njim že dobro leto, ne? Dobro, dej naredi nam profil, ne? Pa se izogni temu, kar vemo, ne? Povej nam to, česa ne vemo o Trumpu, česa ne vidimo v tem neskončenem norčevanju in preziru, Ja. ki ga kažemo. Neverjetno, ne, dobro, dajde, to, ko vidimo, to, ko vsi vidimo, to, kar mene spravlja v živce vsak dan, to vemo. Ja. Ampak videl sem ga dvakrat, meni zdi dvakrat ali trikrat, dobro, a to delam. Videl sem ga na zadnje parkrat med to kampanjo, ampak to je bilo drugo, takrat je pač showman kot showman, je pač delal svoj show, da bo izvoljen. Ampak prvič je bilo to tam, po mojem, 98-99 leta, ko sta še hodila z Melanijo Trump in sta prišla na nek slovenski sprejem, takrat prvič in zadnjič, je bil prijeten, mislim, normalen. Drugič, meni se zdi, Rogaška z njim podpisala neko pogodbo za prodajo kristala pod njegovim imenom, je prišel tudi tja in moram reči, da je bil na tej osebni ravni zelo simpatičen. On si prizadeva, njega je dobro opredelil tale en temnopolti politik iz New Yorka, Al Sharpton. On je rekel, Trump je še zmeraj tale mali dečko iz Queensa v New Yorku, ki hoče, da ga priznajo na Manhattanu. New York ima teh 5 občin, ki je Queens, Brooklyn, pa tako naprej, in Manhattan, in na Manhattanu je pač denar, na Manhattanu je vse tisto. Trump prihaja iz Queensa in je še zmeraj ostal tisti, ki hoče, da ga vsi nekako priznajo, da ga množstvo hvalijo. In to se vidi še posebej pri medijih. Zmeraj govorijo o lažnih novicah, to so sovražniki ljudstva, ampak po drugi strani si neverjetno izjemno prizadeva, da bi pisali lepo o njemu, da bi prebral kaj pozitivnega v sebi. Ampak po drugi strani zelo dosti teh stvari, ki jih dela, je igra. Jaz čisto osebno, ima smisel za humor. Takrat, ko je imel tisto za Rogaško, sem pristopil k njemu in sem ga vprašal, kako se bo spomnil to, da boš tole prodal. Ja, žena, rekla. Kaj pa ima žena? Zakaj niš pripalo s sabo? Ja, pa ne more, se upravičuje, pa je toliko zaposlena. Dobro, zdaj pa poslušaj. To je bilo tistega leta, ko se je prvič govorilo, da bo kandidiral za predsednika. To je bilo v Obamovem prvem mandatu, pred tistimi drugimi volitvami Obamovimi. In Trump je nekaj časa skakal, da bi kandidiral, in seveda so vsi delali norca z tega, tako kot zdaj. In jaz sem ga tudi vprašal, vsi so ga spraševali, a bo kandidiral ali ne. In sem mislil, če ga vprašam to brez veze, ker mi bo pač ne bo nič rekel. In potem sem ga vprašal, povej mi, a je te kristal dovolj dober, da ga boš nesel s sabo v Belo hišo? In me je pogledal in rekel ja. In sem začel smejati, ker mi je dal po eni strani potrditi. Ampak hočem reči to, na tej osebni ravni, zato po mojem je imel tak volilni uspeh, zato ker se nekako zna se sprostiti pa poistovetiti v družbi. Tole, ki je delal po odru, pa to je bilo dosti oportunistično, zelo oportunistično. Videl je, koga ima pred sabo in kaj pri tem deluje in je pač govoril te zadeve. Ja, ampak hkrati je to edina politična figura na svetu, ki ima 60 dni časa, da začne svetovno vojno. Mislim, lahko 60 dni lahko kaže vojski, da napade kogarkoli na svetu in šele čez 60 dni potem gre pred kongres in jih vpraša, če se jim to zdi dobra ideja. V tem času se lahko zgodi karkoli. In vsaj polovica sveta nekako se resno ukvarja s tem vprašanjem, ko zjutraj, ko vstanemo, najprej pogledamo na Instagram, koliko lajkov smo dobili, in potem gremo pogledati, če se je že začela termonuklearna vojna. Atomska vojna je pod Trumpom skoraj postala nek hec, ki se zdi popolnoma možen. Ali je še v ameriškem političnem sistemu, jaz imam s tem namreč težavo, da se mi je zdel ameriški politični sistem, ki je tako ko Windowsi, ko 250 let teče na istem programu, nikoli niso zamenjali software. In je toliko varovalnih mehanizmov pred norostjo samega sebe, da se mi je zdelo nemogoče, če že ima Trump tak knof, ki lahko
katerim lahko začne atomsko vojno, so mu verjetno dali nekaj rdečega, kar ni ta prav knop. Zapravo malo nekaj skritega. Ne? Ampak zdi se, en dan se zdi, da ni tako, ne? Da je sistem popolnoma pod nadzorom, naslednji dan se zdi, da lahko zbeži. Ja. Meni se zdi, da je sistem ostal pod nadzorom, zaradi tega sem se tudi smejal, zato ker vem kako odmevajo te novice in da je strah realen pred možnostjo jedrske vojne, zaradi tega, kako se Trump obnaša do Severne Koreje pa naprej. Ampak je šala, naprimer, dva generala, ko sta okrog Trumpa, to je Kelly, ki je šef kabineta, pa McMaster, ki je svetovalec za nacionalno varnost, da intenzivno trenirata, da prestrežeta po slogu ameriškega fuzbola Trumpa, ko bo šel do kovčka za jedrsko orožje, da ga ujamete. Ampak to je šala. Glih zaradi tega, ker do teh odločitev se ne pride tako zlahka. Jaz mislim, koliko poznam to, in ljudi, ki jih spoštuje. Enih par ljudi, ki jih spoštuje, so do zdaj sodelovali odgovorno in resno in tile bojo pazili na njega. Po drugi strani pa je zanimivo, zato ker v normalni demokratični družbi imaš pač civilno oblast nad vojsko. In tole v Ameriki zdaj trenutno vsi se zahvaljujejo Bogu, da imaš tam vojsko, ki nadzoruje civilno oblast. Vsi te glavni okrog njega so generali, ne? Oni so odgovorni, ne? Tako oni nekako vlivajo zaupanje, da ne bo prišlo do vojne. Hkrati je pa še to, da se postavlja vprašanje, mogoče ameriškim medijem zaupati. Ne? Mi da se pravi... Fake news. No. Ja, to ne, ampak skaj po Filadelfiji, med to demokratsko konvencijo. Jaz sem se tam odločil, da bo na volitvah zmagal Trump. Ne? Sem bil pameten. Ne? Pol sem pa se stavil $100 na to, da bo Trump zmagal. Potem sem prišel nazaj v Ljubljano in sem 6 mesecev zelo natančno prebiral ameriške časopise. Do te ljudi, nisem šel brati samo ljudi, s katerimi se strinjam. Se pravi, Rosa Dutata, ki je konservativen katolik, vse mogoče vire poskušal razumeti in vsi so se nekako strinjali, da nekaj takega, kot je Trump, ne more zmagati na predsedniških volitvah. In so me prepričali, da sem potem tudi sam se odločil, da ne more, pa je. In sem zelo razmišljal, kako je mogoče, da 2 generaciji ameriškega žurnalizma tako popolnoma zgreši največjo zgodbo svoje kariere. Ja, Kaj se je zgodilo? Se pri tem ne bi dal svoj krivdo na novinarje. To niso bili samo novinarji. Jaz sem šel na marsikero tiskovno konferenco, na marsikero konferenco, na marsikero debato in so prihajali znanstveniki, sociologi, doktori te znanosti, one znanosti in seveda in statistika in anketarji. Noben od njih ni niti slučajno napovedoval, da bi se lahko kaj takega zgodilo, kot je Trumpova zmaga. Tega novinarji so pač opravili svoje delo, da so povzemali tisto, kar je bilo v znanosti. In ne da bi si sami izmišljali to. Ja, sam vrločno novinarsko delo, ti to dobro veš, ko jaz ni to, da povzemaš mnenja znanstvenikov, ne, ampak da fizično hodiš v krog in vprašuješ ljudi, kaj si mislijo o politiki. Ja. In meni zdi, da ta del posla so ameriški novinarji pozabili, res samo pač gledajo še raziskave javnega mnenja in se ne grejo več preverjati Okay. Celi segmenti ameriške populacije mislijo o politiki. Ja, to je res. Ampak gled, to je tako veliko, da niti ne moreš vsega zajeti. Lahko greš, delaš, dobiš samo en segment. Je pa res, da se je tudi jaz se pač, ne vem, zavestno, nezavestno zanemaral. V Ameriki, na primer, ko so volitve, v teh še posebej malo, kako bi rekel, predmestjih, po vseh, po drugih krajih, so tile yard signs, tile table, ki jih dajo ljudje na svoje vrtove z imeni kandidatov. Ne? In teh tabel za Trumpa je bilo vse posod zadost, ne? Vse posod jih je bilo, vse posod si videl Trumpa, ne? Če si šel malo ven z mesta. Ne? Za Hillary Clinton ni bilo nikjer. Ne? In ja, to kar praviš, to se je nekako zanemarilo. In, ne vem, ampak zdaj meni se zdi, da novinarstvo zdaj doživlja preporod glih zaradi Trumpa.
nekako ena žival hrani drugo. Trump bolj napada določene medije, pa jih zmerja, bolj jim raste zaupanje in jim raste tudi naklada in bralci in gledanost. Tako, naprimer Fox televizija, Fox News, ki je konzervativna, je imela zmeraj največjo gledanost. MSNBC, ki je neka leva alternativa tej televiziji, je bila zmeraj po rejtingu, po gledanosti zelo nizko. Zdaj, s pojavom Trumpa naprej, ima takšne rejtinge, da to neverjetno. Izenačeno je z Fox Newsom. Tako, medijem pomaga, če jih Trump napada. Čak, sem še eno reč bi poprašal. Če pustimo Trumpa obstane, ko ti napišeš vsak dan 5-6 reči za Slovensko tiskovno agencijo, kaj je, če gremo mimo srednjega stebra ameriške politike, kaj je ameriška zgodba še danes? Zdaj ni, skoraj je ni. Imaš zunanjega ministra, ki je pameten, je bil direktor velike naftne korporacije, ampak ne more izvajati nobene pametne zunanje politike, njegova beseda ne drži, zaradi tega, ker je treba počakati, ko bo Trump drug dan povedal ali pa kakšen tweet bo vrgel ven. Obrambni minister isto. Mislim, ne, nobenemu, tega še nisem videl prej, v prejšnjih vladah, če je zunanji minister povedal, kaj je državni sekretar ali pa kdo drug, je to nekako veljalo. Je to veljalo, da je to neka smer politične Amerike. Zdaj je pa totalen kaos. Pride, pa da izjavo in drug dan Trump tweetne, da to pa ni tako, bo šlo drugače. Zdaj se zgleda, kot da ni kompasa, kot da kompas skače gor, dol, levo, desno. Ampak vseeno, nekako mislim, da je sistem dovolj močen, da tiste najhujše skrajnosti da lahko zaustavi. Zdaj si napisal knjigo o Ameriki pred Trumpom, to veš, da moraš zdaj napisati knjigo o Trumpu, ne? To nam moraš, to veseli. To sem povedal, ja, to mislim, da bom to naredil. Jaz materijala imam za dost, samo da vzamem tisto, ko sem pisal, da zdaj sproti, še preveč, ja. Že za vojno in mir, ja. Okay, vračam pisal. Če smo že pri tem, da ste govorili, hvala. Govorili ste zdaj predvsem o politiki, ampak delo dopisnika je takšno, da ne tako kot naprimer novinarji, ki so pač tam, kjer je sedež časopisa, radija, televizije, so specializirani za določena področja, ampak ko si dopisnik, pišeš v svojem primeru vse, od tega, koliko stanejo jajce na newyorški tržnici ali na ulici, do tega, kar dela visoka politika. Katero je tisto področje oziroma kateri dogodek, ki pravzaprav, ko greš, ti pomeni bolj sprostitev, kakor dela? Odvisno, ja. Meni, ko me politika zanima, določene politične zadeve. Zdaj sem bil zmeraj zelo sproščen v kongresu, zato ker kongresniki, senatorji so tudi nekako, ne vem, bi rekel, zelo sproščeni ljudje. Z njimi se lahko pohecaš in poveš kakšen vic. Drugač pa, zaradi tega, ker pokrivam tudi šport, košarko, NBA, hokej, tenis, vse ostalo, je isto sprostitev. Pa kulturni dogodki, slovenski kulturnik, ko je poplaval v mestu zadnje čase in skoraj, ker nemamo več konzulata tam, da bi lahko malo te stvari usmerjal. Ampak odvisno, pri dostih stvarih je sprostitev. Koliko privilegijev imate novinarji? Namreč zdaj si omenil šport, da te vprašam, če kupiš, glede na to, da imaš dobre zveze, če kupiš 5 knjig, dobiš zraven stopnico za Dragičevo tekmo? Za akreditacijo za NBA je težje dobiti, kot pa za Belo hišo, v zadnji čas se meni zdi. Privilegije novinarjev pozabi. Takrat, ko sem prišel, takrat je bilo drugače. Pred 11. septembrom je bilo nekako drugače. Naprimer, samo Združeni narodi. Tam nekje, bili smo nekam na istem nivoju. Če si imel novinarsko izkaznico, si lahko šel tam, kam so šli delegati, kam so šli veleposlaniki, kam so šli premijeji. Po 11. septembru je konc, je grozno. Mislim, čakaš v vrsti ne vem koliko časa, da prideš skozi tisti metal detektor, pa pol je znotraj palače narodov, na vsak hodnik ima razdeljeno spet novo varnostno blokado. Dakle, ne, ni nobenih privilegijev novinarsko, glih obratno je skoraj. Vseeno pa so sogovorniki, ki prihajajo iz Slovenije in ki delajo v Ameriki, zagotovo bolj odprti do domačega novinarja, kakor do ameriških, ali? Ne, v bistvu obratno. Do ameriških so bolj odprti. Zgleda, da imajo celo neko navodilo na vladi, ali kaj, da ameriškim medijem lahko dajo izjave, slovenskim medijem ne, kar je zabavno, ampak bolj so odprti do tujih, pa tudi bolj se grebejo, da pridejo do tujih, pa do domačih. Za domače se ni treba grebati, ker moramo delati.
Si že imel kakšno priložnost oziroma bolj nepriliko, da ti je kdo zavrnil intervju od domačih ljudi, ki delajo in živijo tam? Domači, ki delajo živijo tam, ne, pa tudi ti, ki pridejo, tudi ne. Zato, ker pač pridejo v New York, hočejo, da se o tem piše, ali grejo v Washington, hočejo, da se o tem piše. Američani, ja, z ameriške strani pa dosti, naprimer, kako povem, da par od predsednikov, da ne govorimo o Melani, ne, da ti zavrnejo, ampak niti ne obstajaš, da ti odgovorijo. Zamenjal si že, zdaj, ko si tam, se mi zdi, 4 ameriške predsedniške mandate. Ja, so že kot Castro, ne? Si pričakoval, ko si prišel pred 20 leti v ZDA, da boš tako dolgo stal? Ne, ni slučajno. Prvo je bilo, nekak je bil začetek, je bil za prvi 2 leti. Slovenija je bila zvoljena za Varnostni svet Združenih narodov za tisto obdobje 98-99 in to je bilo to. Ampak pa 98 prije Clinton, afera z Moniko Levinsky, pa prije 11. september, najprej volitve, tisti cirkus na Floridi z ponovnim preštevanjem glasovnic, pa prije 11. september, pa prije vojna z Irakom, pa pride črni predsednik dvakrat, pa prije Trump, tako ne, mislim, da v Ameriki nikoli bo dolg časa. Si pričakoval, da boš 20 let preživel brez dnevne prekmurske hrane? Ja, to si pospil. Kaj najraje? Ko pride, grejo v zelče včasih. Predvidevam, da imaš na hitrem izbiranju mamino številko, da ti pove navodila. Ja, to pa ja, to brez nje pa ne. Ona ima vse recepte, ima vse v glavi in to. Ampak ona dela stvari, ki so komplicirane. Meni se do stvari ne da delati, tako tiste najbolj enostavno. Lepinje. Vem, da s tabo gre vedno v Združene države Amerike bučno olje, pa kakšne zlate kroglice. To ne guči, ko to ne smeš tam vzeti. Ampak nekatere stvari se pa dajo dobiti v predelu Astorija, kjer živiš ti in kjer je pravzaprav mešanica Balkana. Ja, Astorija v Queensu je zelo zanimiv predel, ja, tam ni največ Grkov, ampak po defaultu so se naselili ostali Balkanci, tako imaš dosti Bosancev, imaš nekaj bosanskih restauracij, imaš Hrvate, Srbe, tako to moraš paziti, kako govoriš, ne smeš preklinjati po naše, kaj te vsak razume. Slovenci je bilo tudi dosti včasih tam, zdaj več ne, ampak ja, so trgovine, Euromarket in imaš Podravkine stvari, te naše stvari imaš Radenskog, naprimer, pa vse te. Kaj pa, ko naletiš na kakšnega prodajalca, trgovca, natakarico, natakarja in šele po pol ure ugotoviš, da pravzaprav govorita isti jezik ali pa jezik nekdanje Jugoslavije? Ja, vem ti sonce, što nisi rekel prije. Prihodnost v New Yorku. Se vidiš kot dopisnika, se misliš preseliti v kakšno toplejšo državo, v Ameriki se vsi selijo, ko so starejši, na Florido? Ne, sem še tako stari, ne razmišljam, ne vem, ja, čez po prisvorano pojmo njem. Ne, zaenkrat mi je fajn New York, kako je. Če bi ti nekdo rekel, jutri se vrni v Slovenijo, bi se vrnil? Ja. Pa bi se navadil. Pa bi se navadil. To pa ne vem, ja, zato ker zadnjih 20 let sem v Sloveniji po etapah največ do 2-3 tedne, tako dlje od tega nisem bil, ne. Zdaj, ko si 2 tedna tu, pa to si rado vidijo, ne, po 2-3 mesece je že okej, ja, dosta te imamo, ja. Če pa primerjaš življenje tu, življenje tam, navade, gospodarsko rast in pa podobne stvari, kdo je v prednosti? Odvisno, ne bi direkt šel na prednost. Tu je življenje bolj, ne vem, kako bi rekel, bolj relaksirano, bolj polno. Ljudje so bolj povezani med sabo, socialna mreža, družinska mreža, ljudje se med sabo pomagajo, je čisto drugače. New York, na primer, prej sem šel v New York, je bilo zelo aktualno. Lipovček celo je pisal, meni se zdi tisto, da živel v bloku, kjer noben sosed ne pozna nobenega soseda. Kako je, ne vem, jaz tega nisem imel nikoli, imam še preveč problemov, da imam preveč ljudi, ki jih poznam, s katerimi tako. Imam to mrežo za pomoč pa za te stvari, ampak New Yorku mi je vse šiba 24 na dan, non-stop je delo, non-stop se nekaj dogaja, tako niti nima časa razmišljati za kaj preveč počivanja. Če se pa najdeš s kolegi, so pa to večinoma kolegi iz Slovenije, so to Američani ali pa so to kolegi, ki ste se našli tam, ker prihajate iz območja nekdanje Jugoslavije? Kako prije, čisto odvisno. Zadnjič
Zanimivo, ja. Ko sem prišel v New York, je bilo zelo dosti novinarjev iz nekdanje Jugoslavije. Tam smo imeli celo nek skoraj malo jugoslovanski klub v centru za tuje novinarje v New Yorku, ampak zdaj pa ni, zdaj smo pa samo Slovenci. En televizijski novinar, Pop TV, Delo in STA. Kaj pa skupina ljudi, ki niso novinari, ki ne pripadajo tej tako imenovani kasti, če se pohvalim, oziroma pošalim? Ne, sem imaš prav, jaz se moram reči naprej. Odvisno, čisto odvisno. Poznam ljudi skoraj iz vsega sveta. Odvisno, kakšno stvar delaš, se družiš za ta namen, se družiš za on namen, ampak se včasih mešajo, včasih ne. Je totalno različno. Se še vedno držiš pravila, da ima pijača, na primer pivo, isti okus, ne glede na to, kdo sedi na drugi strani tvoje mize? Da je pivo prav tako mrzlo in dobro, če ga piješ Slovencem, Bosancem, Hrvatom ali pa Američanom. Ne, seveda, samo odvisno, kakšno pivo je. Tako, ne bomo več govorili o Robiju, o Ameriki in pa vsem tem. Priporočam vam, da si preberete vse te stvari, o katerih smo danes govorili podrobneje v knjigi Tu je Amerika. Robi Poredoš jo je napisal, predgovor je prispevek še enega novinarskega kolega Edvarda Žitnika, zaključek pa Andreja Brstovška, ki je urednik zunanje politike časnika Dnevnik in ki sedi tamle na levi, vaši desni. In prav za konec si bom izposodil njegov zadnji odstavek in sicer piše: Ta knjiga ni vodič po Ameriki, ne pove, kje v New Yorku stoji za domačine osovraženi Times Square in v katerih lokalih v bivših pakirnicah mesa se je treba pokazati, če kaj šteješ. Skozi razodevanje Američanov raje opiše tudi vsak dan kotička v velemesta, kamor turisti redkeje stopijo. Ruske plaže v Brighton Beachu, vzhodnoevropsko-balkanski talilni lonec Astoria v Queensu ali četrti Kew Gardens bogatih judov ruskega porekla. Obenem samo v poveličevani metropoli iskreno nastavlja ogledalo, ki si ga zasluži. Zgodbe izven mesta pa kliše, da New York ni Amerika in Amerika ne New York. Včasih razodenejo vse njegovi veličastnosti. Tu pa tam se mednje opletajo pripetljaji duhovnika, politikov, turistične delavke in poslovneža, samih Slovencev tam v Ameriki. Slišali ste zadnji odstavek, vse, kar piše pred tem, preberite sami. Zahvaljujem se vam za današnji obisk, predvsem pa se zahvaljujem tudi avtorju knjige Robiju Poredošu, Edvardu, Ervinu Hladniku Milharčiču, se upravičujem, in pa še ena razlaga, tikali smo se zaradi tega, ker se že dolgo poznamo in upamo, da boste tudi to opravičili. Knjiga pa bo na voljo na ogled zdajle še tukaj, hvala Pokrajinski in študijski knjižnici. Ter seveda založbi, ki je izdala v zbirki Frontier Subkulturni azil Maribor. Njega ne vole, hvala Dejane za vodenje, pa Ervinu seveda. Prav tako pa najdete še na strani Kulturnega centra Maribor, na spletni strani knjigo, ki je tudi to izdala. Hvala Kulturnemu centru. Ja. Če ste še kaj pitati, povejte. Se bo kdo pogum, ne morem prijeti na morski sobodi kakih zajcev. Upaj, roke. Ne ugasni v kamero. To mogoče ni tako, da vam olajšam, ni ta strogo formalni aspekt Robija Poredoša edina plat tega človeka. Ko so Slovenijo sprejemali v NATO, sva bila skak v Washingtonu in so spala v istem hotelu. Jaz pač zvečer ob 9 šel spat, zato ker naslednje jutro me je čakal dolg in mučen delovni dan v Beli hiši, kjer so bili prisotni vsi od Dimitrija Rupla in Georgea Busha do vseh ostalih. Robi je imel neki znancev iz Murske Sobote v Washingtonu in verjame, da so nekateri tukaj prisotni
s katerimi se je družil do 6. zjutraj, ko je veselo prišel nazaj v hotel, kjer sem ga jaz ob 7. zbudil. Ne? In da poklical po telefonu njegovo sobo in tam sem nekaj slišal, pač nekaj. In se rekel, Robi, pridi v lobby, to jaz tam počakal. Ne? In je res prišel. In za človeka, ki je se obratoval v Washington do 6. zjutraj s prijatelji, je bil neverjetno geput. V črni obleki, s kravato v beli srajci in Ray-Bankami na očeh, da se ni videlo nikoli zelo so steklene. In se ga jaz tako pod roko peljal do taksija in peljal v Belo hišo, kjer sva skupaj opravila to proceduro za vstop v Belo hišo, ki je zapletena in dolga, ne? Pač laže je priti iz zapora v Belo hišo. Najbolj smo se znašli na tej zelenici pred Belo hišo, smo čakali, da Slovenijo spremljajo NATO. Skupaj z ostalimi bližnje vzhodnoevropski državami. In prizor je bil izjemno formalen. Na eni strani so ti Američani, ki imajo v Beli hiši izjemen smisel za formalnost, na drugi strani imamo kar delo vzhodnoevropskih novinarjev, ki se jih je že nadaleč videlo, od kjer prihajajo, in med njimi je stal kot stebr ponosno Robi Poredošnik tistih slovenskih tiskovne agencije, ki se mu je zdelo, da je to prav trenutek, da prižge cigarete. In tako je, da je naredil dva dima, je skočila zraven, da je gospa v uniformi Marincev Združenih držav Amerike in rekla, "Excuse me, sir, the White House is a non-smoking area." Robi je niti slišal, niti res jaz rekel, pustite, nekaj, da je človek popolnoma pijan. Smo potem v tem duhu preživeli vstop Slovenije v NATO. Ampak, pravi, ob 4 popoldne je Poredoš, v tem stanju še vedno dal magnetograme vsega tega, kar so tam govorili vsem slovenskim novinarjem, ki so pisali o tem velikem dnevu. V novinarskem delu je veliko več junaštva, kot se zdi na prvi pogled. Ja sem v tem olajšal to, da kdo kaj vprašal. Ne, je bilo dobro. Predobro je bilo. Ni nobenega odziva. Ne. Glejte, zamujate veliko, to je najbolj zabaven posel na svetu, da je neskončna zakladnica zgodbic. Vse niso za javnost, ja. Delali so foto do zjutraj. Dobre. Robi v Večani špila 4 turistična vodnika Prekmursi, ki pride v New York. Kak je s tem? Ja, fajn, samo vsi pravijo, ko imam prevelike noge, ko imam predolge noge in prehitro hode, ampak New York je pač tak, da če imaš malo časa, je toliko stvari za pogledati, da moraš res zelo hitro hoditi. Se spomnim, ja, ko so bili vsi nekako malo jezni. In kako dni letoš pa New York vidiš, kako kaj pomembno? Če misliš teh par turističnih zadev, to en teren se da te glavne stvari pogledati. Ampak, kaj jih normalno vidiš. Da se instant 2-3 dni, ampak tisto brez veze, na koncu že pozabiš, kaj bo. Ja, ne zmeram, ja. Ne, vsega znam tudi na raje. Znaš ti kamion voziti, ne? Kak? Znaš ti kamion voziti? Kamion znam voziti, pa to brez izpita, ampak nikome ne povete. Sem ga pozabil v New York, je Dušan je tam, da se je salo iz Atlante na Florido. In vsak še en kamion zgrabi in palovo po hištvu in ga se na pol poti spomni, ko se ne izpita sazo. Ampak v Ameriki je pač fajn, zato ker da voziš, če ne delaš nekaj, kar je nenormalno, te policaji nastavijo in ne ga takšni zased, kak je to. Voziš, če ne voziš levo, desno po cesti, je v redu.
Kaj, idemo piti toga? Sandi, nikaj ne boš pitil. Če ne, Idemo piti. se potem še enkrat zahvaljujem, če ni več vprašanj, tudi v imenu Kulturnega centra Maribor. Robi, čakamo tvojo naslednjo knjigo. Kdaj bo išla? No, Ervin vprašaj. Povem, da takoj, ko pač se Franko njega mandat, ali čez 3 leta, ali pa čez 8 let. A pa čez 3 tedne. Glede na to, da v Združenih državah po vseh dobrih knjigah posnamejo tudi filme, si že izbral producenta, režiserja. Ne, za drugo knjigo, za tole ne more biti filma. Edino nadaljevanka, ja. Tako torej, Robi Poredoš, hvala še enkrat tudi vsem preostalim sogovornikom in pa seveda vsem, ki ste se danes udeležili tega večera. Vabimo vas še na požirek dobre kapljice v predveri, da še poklepetamo nekaj stavkov, pa mogoče bi še gospodu Hedlu dal tudi vseeno besedo, vseeno je njegova založba izdala knjigo. Ja, hvala, gospod Fels, ja, samo kar se tiče dobre kapljice, moram pripomniti, da je samo brez alkohola, samo ključni visoki, kaj bi smo v Domu kulture. To, vse treba hvala, Ja, nešto zabavati, ja. Dobro, bravo. Bravo, da. Idemo na kapljice. Zdravo, hvala. Ja, znam, ja.